Andrej, smo na vrhniškem klancu. Tokrat smo se ga lotili zelo počasi in z lepim tempom. Na Franji bo tu že precej bolj letelo. Kako naj se ga lotijo tisti, ki ne mislijo dirkati? Na polno v rdeče ali še za ogrevanje? Ja, seveda, danes smo se moji pripravljenosti primerno lotili. Na Franji bo to čisto drugače. Do vrhnike bo že res brzina velika in za tiste, ki niso najbolj pripravljeni, ki hočejo samo uživati na Franji, je zelo pomembno, da jih ta grupa kolesarjev ponovadi to zavede in greš hitrejš, kakor si sposoben. Klanc sicer, vzpon sicer ni strm, ga je pa 4 km in ko enkrat prideš v rdeče polje, pa ko si par minut v rdečem polju, te to lahko tepe potem cel dan. Tako da takoj prilagoditi hitrost svoji pripravljenosti in temu primerno boste tudi pol na vrhu dobili ta pravo skupino. Mogoče treba samo gledati, da ne ostaneš sam. Če je boljš, da pogledaš nazaj, pa počakaš tisto grupo, ki prva pride in potem z njimi lepo nadaljuješ naprej proti Idriji. Po občutku ali po pulzmetru? Ja, tisti, ki imajo pulzmeter, je boljš, da po pulzmetru, ker sem že na začetku rekel, da občutek v skupini, pa vožnja v skupini te hitro zavede in greš prehiter, tako da če imaš merilec srčnega utripa, je fajn, če ne pa sam mogoče malo gledati na števc, ker veš, da približno tako vzpon 4-5% veš, kakšna je tvoja hitrost in te se treba držati. Pred nami je Logatec, na to precej razgiban del proti Kalcam in naprej proti Idriji. Vrljivo razgiban, ne? Ni tako enostaven, kot se zdi. Kako se tega dela lotiti? Ja, saj pravim, najlažje je tako, da že na vrhniški klanc prideš skupino, ki je tvojemu tempu primerna. In če so vsi kolesarji približno naše pripravljenosti ali pa tistih v skupini, ni problem. Problem pa je, če na vrhniški klanc prideš v boljši skupini, si dal, bom rekel, več, kakor si pripravljen, potem pa, bom rekel, te gori doli lahko zelo še dodatno te izčrpajo, uničijo in pol je pa problem. Sonce kar lepo greje, danes najbolj tudi na Franji. Kdaj začeti piti, kdaj začeti jesti? Komaj smo začeli, ampak najbolj še prepozno, ko si lačen pa žejen. Ja, ko si lačen pa žejen, je prepozno. Tudi med samo tekmo je mogoče že kdaj prepozen, tako da vsakmu bi predlagal, da se že pripravi doma par dni prej, da se hidrira, da izotočnične napitke pije, ker vemo, da veliko rekreativnih kolesarjev, tudi jaz, ki imam težave z znojenjem, sem že kronično dehidriran, mogoče že na štartu. To je treba paziti pa za nas, ki kdaj tudi malo alkohola spijemo, vsaj dan prej je treba paziti. Moramo vedeti, da alkohol tudi poskrbi za še dodatno dehidracijo in mogoče, če smo spili par piv, mislimo, da smo vnesli veliko tekočine, sam smo tudi pol dehidrirali zaradi tega. Hvala, zdaj pa naprej proti Idriji.